Nintendo je bil vedno ahead of its time in potem noben jim imiciral njihove tehnologije until 20 let kasneje. Zato je to ravno, ko smo se menili. Nintendo je imel svoj prvi VR na trgu, ne? Ja, Oni so bili prvi, ne? Čak kdo? Nintendo? Zelo slab. Ja. Mislim, za tisti Ne, čas... za tiste čase je bil dober, To je ampak bil vsem, kdaj? ki so ga probali, so jih oči začeli. Kako je izgledal prvi VR sistem? Dobesedno Prvi kot en- VR sistem. Jaz sem imel Kdaj je bilo to? Kdaj? Katerega leta? Ja, no, se pove, katerega leta je bilo to? 1900, ne vem. O, mater, okej. 1910. Ne, ampak prvi VR, to je pa, okej. Prvi VR, ne govorim zdaj torej o consumer, ampak govorim pač, ker so ga začeli delati. Technical, ja. Iz stropa je visela naprava in so pač taka očala bila in si mogel do njih pridati, si se mogel tja postaviti, zato da so ti pol slike kazali. In to je bil pač začetek VR-a, pa so pa vedno bolj napredni, ampak to so pa toliko velika očala. Pač to so bila res ogromna, nisi mogel tega imeti na glavi, pretežka so bila. Tako so jih To pol je vedno iz imeli. stropa viselo, Ja, da si ti samo prišel držal zraven. teže. Ja, aha. pač to so bila prva VR očala. Okay. Torej prva consumer VR očala, so bila pa od torej Nintendo-ta. Resno? Virtual Boy. Ampak pač samo rdeče pa črne barve so bile. Pač. Rdeče črte pa črno ozadje. In pač zaradi tega so oči začele boleti. Kako je izgledal ta sistem? Je bil po ja. obliki podoben, kot imamo danes? V bistvu zelo podoben, ampak edina razlika je stacionaren je bil. Torej, na mizo si ga postavil in si pol dal glavo k tistemu sistemu in si pol igral, torej si imel kontroler v rokah in si pač igral pa tist noter gledal. Ampak pač to ni bil pravi že spet tako pravi, VR, ni bil si mogel okrog glavni gledati. sistem. Ne. Pa če si ga Ne, zavedel. dude. Saj se nisi premikal, ne, noter. Ja, okay. Se ne vem, ko meni je zdaj na pamet padlo, ene igrice so bile včasih, ko si imel očala, pa pač pogledal noter in si mislim, tisto, kar sem jaz imel, si bil basically kao v podmornici in si potem pač potapljal ladje noter. Tega se spomnim, tako pred letom, pred 2000. Ja, to je ful staro. Ampak basically taka Tetris zaslon, no. Okay. Tako ful staro. To še nisem. Misliš, mogoče tista scena, ko si imel, se pravi, rdečo-modra očala, ki si jih čez dal, se pravi, ki si jih dal gor, da si bolj tist 3D efekt. A ja, ne. Imel Miki Mišku, ko je imel. Ne, še bolj banalno je bilo. Basically tako, kot da bi pač imel tisto staro konzolo, ne, ki je črna-bela, veš, ko so bile, ne vem, Tetris imel, nekaj podobnega, no. Basically, same screen, sam pač potem v taki obliki, da si gledal pač noter. Da si imel basically, Torej, basically, da si imel že spet zaslon čisto. Tako, ja. Kaj da bi se pri televiziji postavil tako le čisto naprej. Sam tisto ti ni sijalo, ne. Ker tisto je bilo... Ni bil ljudab, ne? Ne, tisto ti ni sijalo. Ampak je bila panorama pač vidnega kota vedno podobna, ista, ali se je to širilo zdaj z novimi sistemi? Vidni kot je vedno višji za očala. Zdali večji čas. Pokaži tak približno, kje... Ne vidiš več težko reči, ne. A na današnjih sistemih še vedno vidiš to črnino okoli slike, ali si že noter v svetu? Če dali manj. Odvisno pač tudi odvisno, koliko jih imaš pri glavi, koliko si jih zategneš. Zdaj vsaka očala ima mečkaj drugačno, se pravi, malo drugačno imajo in vertikalno in horizontalno. Tiste, ki so se pravi... Kaj so že te res banalno velike, ki so... Pimax. Torej, Pimax so bili kar pioneri, kar se tiče res ultra... Imam ena dobra zgodba o Pimaxu. Probal sem ga torej po enemu doma in on, ki mi je naloadil igrico noter, ne, igrica ima loading screen. Očala so imela toliko velik FOV, da je bil loading screen, že sem pogledal na desno, sem izven loading screena videl. Videl sem environment izven loading screena, ki bi mogel biti samo... Jaz bi mogel samo loading screen. Ampak so očala bila res toliko velik FOV, da si samo na stran pogledal pa videl rob. Kak nastaja dejansko vzadnji. FOV. Field of Field of vision, okej.